Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v drugem tednu oktobra, ki nas ponovno preseneča s toplim vremenom. Tega pa so zagotovo veseli organizatorji številnih prireditev, med njimi tudi prostovoljni gasilci, ki te dni na stežaj odpirajo vrata gasilskih domov. Sicer pa bo osrednja vaja Dan operativnega gasilca 20. oktobra na Farovcu. V oktobru beležimo tudi številne druge prireditve, med njimi tudi podelitev Zlate vrtnice, tek in hojo za upanje, literarne večere, sejem socialnih podjetij, ob izteku meseca pa še otvoritev Slovenjebistriškega čebelarskega centra. Tudi informativna oddaja tega tedna prinaša nekaj zanimivih dogodkov, zato prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenjebistriškem gradu obeležili 100. obletnico doktorice Zore Janžekovič, pionirke na področju zdravljenja opeklin. V Slovenski Bistrici odprli bistriško učno-interpretacijsko pot, ki povezuje bistriški grad s Pohorjem. Profesorice in profesori Slovenjebistriške glasbene šole že tradicionalno izvedli koncert. Znana oseba nekdanjemu delodajalcu grozila z napadom na življenje. Pretekli teden je v Slovenski Bistrici potekala tradicionalna atletska olimpijada, v kateri so sodelovali učenci in učenke iz občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. V rubriki Lokalne novice tudi o odprtju Bistriške poti. V Bistriškem gradu so v četrtek, 4. oktobra, pripravili slovesnost ob 100. obletnici rojstva profesorice doktorice Zore Janžekovič. Zora Janžekovič, ki se je rodila v Slovenski Bistrici, je svetovno znana kot pionirka na področju kirurškega zdravljenja opeklin z lastno izvirno metodo, imenovano zgodnja tangencialna ekscizija opekline. Omenjena metoda je danes splošno sprejeta in priznana, njeni dosežki pa so omenjeni v veliki večini sodobnih učbenikih kirurgije. Za svoje delo je prejela številna odlikovanja in nagrade, je tudi častna občanka občine Slovenska Bistrica. Na prireditvi so o profesorici Zori Janžekovič spregovorili župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, primarij Erik Vrabič, dr. medicine, profesor dr. Ivan Krajnc, dr. medicine in dr. Ferdo Šerbelj. V kulturnem programu je nastopila vokalna skupina Kut Vivere.
V Viteški dvorani Bistriškega gradu so v petek 5. oktobra odprli Bistriško pot. Gre za novo učno interpretacijsko pot, ki povezuje Bistriški grad s Pohorjem, kjer se na 1200 metrov nahaja končna točka Bistriške poti Črno jezero. V okviru projekta Enjoy Heritage jo je zasnovala občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z mariborsko območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in zunanjimi strokovnjaki. Celotna pot je dolga približno 18 km in je vsebinsko razdeljena na 5 sklopov. Več o novi poti je povedala Martina Zankovič, vodja projekta Enjoy Heritage. Pred 2 letoma smo začeli z zasnovanjem tega projekta, katere glavni cilj je bila ureditev nove učno-interpretacijske poti, ki smo jo poimenovali Bistriška pot in ki povezuje 14 interpretacijskih točk, vse od Bistriškega gradu preko Vingarja, Ančnikovega gradišča, Urha, Treh kraljev, vse do Črnega jezera. Sodelovalo je veliko število zunanjih sodelavcev, se pravi, vključeni so bili predvsem naš partner Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, potem Planinsko društvo, Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, seveda vse strokovne službe, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, potem upravljavci za dediščino, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Predvsem pa je treba poudariti, da so bili tudi lastniki privatnih zemljišč, ki so nas v bistvu sprejeli in podprli našo idejo o osnovanju te poti. S to potjo želite predvsem privabiti mlade v naravo? Ja, res je. Cilj projekta je, da pritegnemo mlade v naravo. Čeprav smo v okviru projekta tudi razvili nek digitalni pripomoček, to je mobilna aplikacija, ampak vseeno je to neki način, vzvod, s katerim bomo približali recimo to Bistriško pot. Vsekakor pa si potem želimo, da če že ne prej, pa v Vingarju, da več ne uporabljajo. Tako da mladi se bodo udeleževali tudi teh doživljajskih programov, ki smo jih ustvarili v okviru tega projekta. To pomeni, da bodo lahko na doživet način doživljali to pot, se na poti zabavali, izobraževali, spoznavali dediščino naravno in kulturno. V bistvu je to tudi velik doprinos k temu, da začnemo ozaveščati mlade že zelo zgodaj. Rekli ste, da je na poti 14 točk. Kaj vse ste pa na novo uredili? Na novo je bilo urejeno, da ima vsaka izmed teh točk sedaj novo tablo, katero vidimo tudi v ozadju. Opremljena je tudi z zemljevidom. V bistvu je noviteta tudi to, da so prevedene v tuji jezik, tako da je lahko v bistvu vsebina dosegljiva tudi tujcem, ki se bodo odpravili morebiti na tej poti, kajti se veste, Bistriški Vingar, ostale točke so tudi zelo turistično zanimive. Drugače pa ob samih točkah, ki so pa malo bolj močne, recimo Rimski kamnolom, potem Ančnikovo gradišče, pa seveda Trije kralji pred Planinskim domom, pa smo potem uredili take didaktične animacijske elemente, s katerimi se bodo potem obiskovalci zabavali, se kaj zraven naučili. Tako da mislim, da ni lepšega, da skozi igro spoznavaš svet in domovino. Zagotovo pa boste ta projekt še nadgrajevali. Ja, zagotovo, to je tudi cilj, to je za neka osnova te Bistriške poti, ki pač povezuje točke od Bistrice proti Pohorju. V nastajanju so tako ali tako že drugi projekti in vsi se v bistvu vsebinsko navezujejo na to Bistriško pot. Tako da bi lahko rekla, da tudi ostali programi, ki jih recimo izvaja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica na Ančnikovem gradišču, ki se navezujejo na pastirčkove dneve, vsake doživljajske animacijski programi, se zdaj potem tudi lahko predajo na to pot in seveda tudi vsi ostale. Tako da pomembno je, da ko vzpostaviš neko turistično infrastrukturo, v tem primeru table, in to, da v bistvu predaš zraven tudi vsebino, kar pa je v bistvu pokoj za tudi neko trženje teh turističnih produktov, no? Novo interpretacijsko pot je predstavil Marko Slapnik iz Zavoda Poseben dan, Zavod za pristna doživetja in Natur Etno Alp. Slavnostno pa jo je odprl dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Za vodenje po Grajskem parku je poskrbela Andreja Senegačnik z mariborske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo naravne dediščine. Po odprtju so se udeleženci odpeljali na Pohorje, kjer so se predali pristnim doživetjem med Ančnikovim gradiščem, Tremi kralji in Črnim jezerom na Pohorju.
V Viteški dvorani Bistriškega gradu so v petek, 5. oktobra, gostili koncert učiteljev glasbene šole Slovenska Bistrica. Profesorji in profesorice šole so izvedli pester program. Zaigrali so več slovenskih ljudskih, klasičnih in popularnih skladb.
Za organizacijo nastopa je poskrbel profesor Valter Kukovič. Koncert pa je povezovala profesorica Tatjana Gaberšek. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pritekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Policisti so obravnavali 14 kaznivih dejanj, in sicer nasilje v družini, 4 tatvine, 2 grožnji, 1 goljufijo, 2 vloma in poskus vloma, preprečitev dokazovanja, zalozovanje in drugo. Slovenska Bistrica. Znana oseba je natočila gorivo in odpeljala, ne da bi plačala. Škoda je za 20 evrov. Neznanec pa je v plastično posodo natočil gorivo v vrednosti 10 evrov in se odpeljal, ne da bi poravnal račun. Neznani storilec je iz prodajalne odnesel oblačila v vrednosti 45 evrov. Znana oseba je po telefonu zagrozila bivšemu delodajalcu z napadom na življenje. Laporje. Delavec je pri opravljanju vzdrževalnih del izkopal in odpeljal neznano kam mejni kamen, s čimer je oškodoval lastnika zemljišča. Spodnja Polskava. Znana oseba je prejela pismo z grozilno vsebino. Zgornja Polskava. Neznani storilec je vlomil v hišo in odnesel večjo količino zlata ter gotovine. Škoda je za okoli 2000 evrov. Gaj pri Pragerskem. Prav tako neznani storilec je tudi tukaj s pomočjo vloma v hišo ukradel nekaj gotovine in zlatega nakita, lastnika pa oškodoval za okoli 1200 evrov. Dobriška vas. Znana oseba je znancu posodila večji znesek denarja, ki ji ga ta noče vrniti. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 14 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji ter 1 osebo zaradi vinjenosti pridržali. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 2-krat ter obravnavali 3 požare. V športnem parku v Slovenski Bistrici so v četrtek, 4. oktobra, gostili tradicionalno atletsko olimpijado, na kateri so sodelovale osnovne šole iz občin Oplotnica, Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica. Gre za tekmovanje, ki ga neprekinjeno pripravljajo že 35 let in velja za odskočno desko številnim mladim športnikom. V 9 atletskih disciplinah se je pomerilo 350 učencev. Doseženih je bilo nekaj zelo dobrih rezultatov. Najuspešnejši šoli po številu osvojenih medalj sta postali Osnovna šola Pohorskega odreda iz Slovenske Bistrice in Osnovna šola Antona Ingoliča iz Spodnje Polskave, ki sta osvojili po 20 odličij. Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je osvojila 8 zlatih, 7 srebrnih in 5 bronastih medalj. Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava pa 6 zlatih, 7 srebrnih in 7 bronastih. Tretji so bili učenci iz Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. Sledijo pa 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Osnovna šola Anice Černejeve Makole, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica in Osnovna šola Šmartno na Pohorju. Letošnjo atletsko olimpijado sta organizirala Javni zavod za šport Slovenska Bistrica in Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. V naravi pa opojno diši po pečenih kostanjih, pa tudi mošt se prileže ob takih dobrotah, vendar naj ga ne bo preveč, kajti cesta ne pozna jesenskih radosti. Kljub lepemu vremenu so zjutraj in zvečer ponekod ceste mokre in spolzke zaradi megle, zato vozite zmerno, pešci pa poskrbite, da boste vidni v prometu. Pa srečno do prihodnjega tedna.